Domžalčani so štartali dobro pod novim trenerjem, potem pa v prejšnjem krogu vendarle igrali dobro tekmo pri Mariboru, a na koncu izgubili tekmo s 3:1. Velenjčani so igrali dobro proti Kopru, zmagali na gostovanju, prva akcija pa tokrat za goste. 13. minuta, žoga pred vrata in po podaji Vročine meri nekoliko čez gol. Še napad za nogometaše Domžal, Repas je podal, tokrat pa je mimo streljal Alvir. No, napad za ekipo Domžal, žoga na drugo vratnico, tokrat si je strelj priboril Slobodan Vuk, ki pa je iz izjemno ugodnega položaja tokrat zgrešil vrata Velenjčanov. Nova kombinacija tudi gostov, močan strelj Lotriča in obramba Dejana Miliča, potem pa nova kombinacija Domžalčanov. Po podaji Matjašiča je sprožil Marko Alvir, ampak tole je bil izvrsten strelj in še lepša obramba gostujočega vratarja Radana. Potem pa še podaja Bračija in strelj Vuka mimo gola, bil je nekoliko prekratek, nato pa izvrstna podaja Alvirja, mimo je prišel Matjašič in takole je pokazal na 11-metrovko Slavko Vinčič, na koncu pa 11-metrovki ni bilo, kajti po posvetovanju s svojim pomočnikom je 11-metrovko vendarle preklical. V drugem delu pa prva akcija za Domžale in takole je podal Vuk. Na koncu je žogo potisnil mrežo Jan Repas in zatresel mrežo Rudarja za 1:0. Lepa kombinacija po levi, Matjašič, Vuk in Repas, ki je bil najspretnejši in žogo zabil mrežo. 56. minuta in še napad za Domžale po odlični akciji in natančnem strelu je takole zabil Slobodan Vuk, podal je Marko Alvir in našel Vuka, ki je povišal prednost Domžal na 2:0. Izjemno lepa samostojna akcija Alvirja, ki je začel v letošnjem prvenstvu igrati res izvrsten nogomet. Takole je našel Vuka, ki je z natančnim strelom povišal prednost Domžal. Po točno uri igre, priložnost za Matjašiča, bil je v ugodnem položaju, tokrat meril nekoliko preslabo, potem pa prva velenjska kombinacija v tem drugem polčasu, veliko prostora je imel Lotrič, streljal, a tokrat mimo desne vratnice Miliča. Po kotu Balkovca je z glavo zadel še Halilović in zatresel mrežo gostov še tretjič, do konca je bilo še dobrih 15 minut, tekma pa je že verjetno bila odločena s tem tretjim golom v mreži Rudarja. Še napad za Domžale in še enkrat strelj Alvirja, težave za Radana, ki je žogo vendarle zadržal v svojem naročju, in potem še sodniški podaljšek. Podal je Bokalič, ki je vstopil v tem drugem delu, Glavina pa je bil najspretnejši in kronal dobre igre iz prejšnjih tekem. Še enkrat je zadel Glavina, a tokrat je bilo to premalo za karkoli dobrega v Domžalah. Na koncu vendarle zanesljiv poraz, Domžale, Rudar končnih 3:1. Ja, res je, prvih 15 minut nismo bili pravi, potem smo nekako prevzeli to pobudo in nadzorovali, bom rekel, celotni prvi polčas in tudi drugi polčas, kjer smo takoj po začetku drugega povedli. To nam je pač odprlo malo, nam je dalo krilo, odprlo lažjo pot v nadaljevanje in smo dali še 3 gola. Škoda, no, tega zadnjega gola, kanček nepazljivosti in lahko bi ohranili mrežo nedotaknjeno. Pa upravo kako si rekao, složio bi se s tobom. Ja, kakor ste rekli, slab začetek drugega polčasa, zelo slab polčas za nas. V prvem delu je bilo izenačeno in imeli smo kar nekaj lepih priložnosti v prve pol ure igre. Potem pa drugi polčas in gol v 15 sekundi, to je potem težko se vrniti. Potem še 2 lahka gola Domžal, na koncu pa je treba reči, da smo dali gol, ki je bil le častni, kar je bilo vsekakor premalo. Domžale so bile na koncu boljše in zmagale zasluženo, za kar jim tudi čestitam. Domžale zasluženo pobedilo i čestitam im na pobedi.